Kaj podrobneje o glasbi pa nam bo povedal zdajle Anton, ki je na terenu in govori z Nikom Drozgom, programskim vodjem Poletja v Šiški. Lepo pozdravljena. Ja, lepo zdrav v studio, lepo zdrav iz Poletja v Šiški, res je poletje, jaz sem zavzel senčno pozicijo, Niku Drozgu, organizatorju festivala, pa sem namenil polsenčno pozicijo, malo mu še manjka barve. Nik Drozg, lepo zdrav na Ljubljana TV. Živijo, lepo, da se srečamo tokrat v bolj normalnih okoliščinah. Kakšne pa so bile zadnje okoliščine? Bili smo noter, pa bile so maske, pa govorili smo o kamerah. Ja. Ok, nahajamo se pred Kino Šiška, kjer poteka poletje v Šiški. Nik, pa daj opiši, kaj je poletje v Šiški, tako široko. Poletje v Šiški je cikel koncertov, ki ga Kino Šiška prireja poletje, zdaj že zadnje, mislim, da 4 leta. Gre za kavarniške koncerte, ki se bodo, ponavadi se odvijajo tamle na terasi, zdaj pa se bodo letos prvič na takem lepem odru odvile in tudi v 2x večji rotaciji, tako da letos bomo imeli 24 koncertov, recimo da bolj ali manj kantavtorskih v zelo različnih zasedbah. Prične se kdaj, konča se kdaj? Prične se danes ob 20. Lepo vabljeni na Teta Meta, kamniški, melanholiški synth projekt, potem konča se pa sredini septembra, 15. Kakšno glasbo pa lahko sicer pričakujejo obiskovalci tega festivala? Je festival ustrezno ime? Malo ni čisto to, kar si predstavljamo pod festival mogoče, ali? Jaz bi rekel, da je bolj serija, cikel dogodkov na zelo redni bazi. Zdaj lahko eni rečejo festival, Poletje v Šiški. Program je zelo raznovrsten, tudi da smo se, da zajmemo čim širši spekter izvajalcev, ki pašejo recimo neko kavarniško vzdušje. Tako da ni ravno, da bo žurka dan zvečer, ali kako? Ne, ni žurka, še zmeraj veljajo pravila sedenja na koncertih, torej pač ne vidite, ampak za vami se nahaja bar Kina Šiška, kjer ljudje sedijo za mizami. Aha, torej tudi pred odrom, kako se bo odvijal dogodek, je že v skladu z vsemi PCT pogoji, vsemi epidemiološki ukrepi, kako bo potekalo za obiskovalce, da vedo, kako se obnašati? Ja, v kavarni načeloma ni PCT pravila, pa bo pred odrom prizorišče za res tiste obiskovalce, ki bodo lahko si prišli pogledati koncert od bližje, tam pa bo pravilo PCT. Ok. Dogodki so vsi brezplačni? Tako. Odlično. Tako da ne samo ljudje iz Šiške, tudi iz celotne Ljubljane in pa širše ste dobrodošli, da pridete v Kino Šiška. Mogoče kakšno besedo še več o današnjih nastopajočih? Teta Meta je kamniški projekt melanholičnega sintetizatorskega popa, ki smo ga v bistvu na Poletju v Šiški gostili že lani. To je en zelo mlad projekt. Patricija se je recimo med drugim predstavljala tudi na Špilligi, na našem natečaju za dijaške glasbenike, sicer še z nekim drugim bendom, in zelo nam je veselje, da lahko potem izvajalcem, ki so se kot dijaki tle uveljavljali na naših odrih, damo priložnost z njihovimi nadaljnimi projekti. Kako pa sicer iščeš nastopajoče za ta cikel koncertov? Težko vprašanje, mislim, moja naloga je, da sem da vem, kaj se dogaja na sceni, in potem glede na razmere, v katerih se dogajajo te koncerte in kaj je najbolj primerno, poiščem ustrezne izvajalce. Sploh pa take, ki jim lahko mogoče tukaj damo priložnost, ki jim ne moremo dati priložnost v dvorani recimo na samostojnem koncertu. Praviloma so torej nastopajoči iz Slovenije ali tudi iz tujine lahko pričakujemo koncerte? Koncerti bodo tudi iz tujine, bodo iz vseh okoliških držav in tudi še malo širše, in pa tudi iz Slovenije. Od 24 mislim, da jih bo 10 iz tujine, ostali pa iz Slovenije. Ok. Ja, mislim, Kino Šiška je res ena, zdaj že težko govorim pridobitev, ker je že toliko let tukaj, ampak res uživi prostor pač čez celo poletje. Kot si rekel, že koliko let? 4 leta poteka Poletje v Šiški. Kakšna je bila pač prvotna sploh ideja in kako ali se razvija, ali vsako leto drugačen dogodek ali kako?
Ne, večinoma smo v bistvu samo mogoče nadgrajevali sistem, kako lahko predstavljamo izvajalce na najboljši možen način na terasi. Ampak sistem ostaja enak. Poletni koncerti, poletni brezplačni, tokrat zračni koncerti pred Šiška v kavarni. Ok, torej, če so, hotel sem vprašati glede glasbenikov, verjetno so po tem koronskem letu v bistvu nekako kar veseli tvojega klica, da lahko nastopajo, ali kako? Ja, vsi so bili zelo veseli in mislim, da bodo imeli zdaj čez poletje tudi, upam in mislim, da bodo imeli priložnosti tudi nastopati drugje, zdaj ko se počasi odpirajo prireditve. Ja, res je, mislim, zadnje leto je bilo res težko za Kino Šiška, za ostala prizorišča, posebej za same glasbenike. Lahko malo opišeš, kaj pa ti recimo, kako je zate izgledalo, kaj si delal, ko nisi mogel v bistvu karkoli delati v glasbi. Vse je prišlo nekako na Zoom, koliko si se udeleževal recimo teh Zoom koncertov, kakšna misliš, da je perspektiva za kaj takega tudi v bodoče? Ja, jaz sem se udeležil vseh, ker sem jih kreiral in vodil, tako da težko rečem iz stališča uporabnika, zaradi tega, ker sem bil skozi prisoten in smo to počeli. In tudi sem bil eden tistih redkih, ki smo imeli veliko srečo, da smo lahko delali čez celo epidemijo, zahvaljujoč seveda tudi podpori občine in Kina Šiška kot javnega zavoda. Tako da upam, da je bilo ljudem všeč. No, saj sem mislil bolj tako generalno, v smislu, da res smo sedeli za te računalniki, v prvem valu smo bili kar veseli teh nekih koncertov, potem pa nekako zgubil se je ta nek zagon in vsi smo komaj čakali, da res pride to poletje, ta cepivo, da bomo končno lahko prišli ven. Dolgoročna perspektiva na Zoomu pač verjetno ni za glasbo, mora biti v živo koncert. Ja, mi smo v bistvu eksperiment z Zoomom naredili lansko pomlad, potem pa smo v bistvu od jeseni naprej najprej izvajali hibridne koncerte, torej smo imeli, dokler se je dalo, živo publiko in hkrati spletni prenos, potem pa, ko se ni več dalo, smo šli samo na plačljiv spletni prenos in to smo peljali zdaj do sredine maja. In izkušnje niso bile toliko slabe, no. Ok, Nik, hvala lepa za enkrat, mi pa gremo na ene kratke oglase, ostanite na Ljubljana TV. Dobrodošli nazaj pred Kino Šiška, pred ta oder za nama z Nikom Drozgom iz poletja v Šiški. Danes je sončno, danes je vroče. Kaj se zgodi, če bo dež med katerim od prihajajočih koncertov, sprašujem Nika Drozga. Če ne bo prehud dež, potem ima oder streho, imamo marele in v bistvu nadaljujemo kot po planu. Če pa bo res močen naliv, se pa imamo to možnost, da se selimo noter v našo malo dvorano. Obisk pa bo še zmeraj brezplačen, bo pa potreben seveda pogoj PCT. Ok, zdaj v prvem delu intervjuja so se malo že dotaknili nastopajočih, mogoče bi se vrnili na to in da poudarimo v bistvu, da tukaj na tem odru bojo dobili tudi možnost številni mlajši glasbeniki, za katere je to tudi en prvih nastopov v bistvu, da se lahko predstavijo širši publiki. Kot razumem, si to imel v mislih tudi, ko si pripravljal ta program. Ja, to je vedno veliko zadovoljstvo, da lahko nekomu mlajšemu zagnanemu ponudiš priložnost nastopati. Sploh pa glede na to, da v Šiški že 8 let delamo na tečaj Špiliga, torej natečaj dijaških glasbenikov, na katerem se je predstavilo že približno 100 dijaških skupin in zdaj recimo na letošnji sezoni Poletja v Šiški imamo 3 zasedbe, ki so nastopile na Špiligi in še nekaj zasedb, katerih člani so nastopili v različnih zasedbah na Špiligi, kar je res lepo zadovoljstvo, da vidiš, da se skupine razvijajo. Zdaj za tiste, ki bi jih pa mogoče zanimali še izven Poletja v Šiški, imamo pa v torek na Kongresnem trgu ob 8 tudi finale letošnje sezone Špilige s 4 super izvajalci. Ok, kar se tiče Špilige, mogoče še kakšno besedo več o tem, kako poteka izbira, kdo bojo nastopajoči, ali mladi sami pošiljajo MP3-je, CD-je mogoče še vedno ali kaj podobnega in kako se potem odloča, kdo bo sodeloval v tem?
Ja, na Špil ligi mi vsako leto septembra odpremo ta natečaj in potem se v bistvu skupine in izvajalci dijaški prijavljajo preko spletnega obrazca. Torej rabijo samo demo posnetke, lahko izvaje, rabijo pač 2 avtorski skladbi in biti pripravljeni izvesti tam 15 do 20 minut nastopa. Živega nastopa, potem pa v bistvu nastopajo čez celo leto. O zmagovalcih oziroma tistih, ki napredujejo naprej, pa odločata komisija in občinstvo. Kako pa občinstvo glasuje? Z SMS-i. Okay. Kar se tiče glasbenih zvrsti, ki jih bomo lahko spremljali na poletju v Šiški, govorili smo o tem nekem mogoče bolj mirnem, kafanskem, ni glih kafanskem, kavarniškem, boljša beseda, vzdušju. Kaj pa še ostalo lahko pričakujemo? Ja, mislim, da to drži gledano zelo široko, zelo širokim umom, ampak bodo tudi seveda neke elektronske stvari, bodo pač kakšne bolj rockerske, kakšne bolj klasične, kakšne bolj folk stvari, tako da program je načeloma zelo raznolik, no, drži ga pa ga skupaj ta nek mogoče kantavtorski sentiment znotraj vseh teh žanrov. Okay, mogoče še drugo glede nastopajočih. To, kar sem mislil v bistvu vprašati že za ko izberaš, kateri bojo nastopali. Ali tudi tukaj, kot pri Špil ligi, se kateri nastopajoči mogoče kar sam te pokliče, pa reče, hej, slišim, da organiziraš poletje v Šiški, jaz sem glasbenik, mladi, želim priti do nekega prvega večjega nastopa, ali te zanima, ali se dogajajo takšne zadeve? Ja, seveda, zdaj na pamet ne vem, če je to sezona bilo kaj takega, ampak to je vedno zelo zaželjeno, ker nikoli pa ne moreš vedeti vsega, kakorkoli se gibaš po sceni in pa znaš, te vedno lahko kdo preseneti, sploh če so neke stvari, ki mogoče še niso sploh javno objavljene. Tako da jaz to ful podpiram, res pa je, da včasih mogoče ljudje, ki kontaktirajo, ne razumejo ravno konteksta, da ne more tukaj metal band nastopati pred kavarno, ampak nič za to. Informacija pride naprej. Kam se pa lahko obrnejo metal bandi zainteresirani? Je tudi lahko na nas, ampak mogoče ne za program Poletja v Šiški, ampak za mogoče drugi redni program Kina Šiška. Okay, no, to je ena serija koncertov, mogoče, če namenimo še širše, kaj se dogaja, vendarle kot človek, ki pozna to glasbeno sceno, kakšno poletje je pred nami, festivalsko, glasbeno gledano, glede zabav, ali se napoveduje tisto poletje, kot si ga želimo, kot ga poznamo izpred predkoronskih časov? Ja, zdaj sem videl, da so se neki ukrepi začeli celo še sproščati. Moram reči, da nisem še zelo natančno uspel preučiti, kaj se sprošča. Upam, da se bo čim več in jaz mislim, da to poletje bo zelo živahno. Sigurno pa ne bo čist brez omejitev. Zaenkrat še zmeraj ostajamo na sedečih koncertih, kakor vem. Ja, saj tudi največji festivali, mislim, da Metal Days in podobno, ki potekajo v Tolminu, da v bistvu letos so kar odpovedali naprej. Gre vendarle za premasovne dogodke, recimo do naslednjega poletja, pa da bo bolje. Popravek iz prvega dela, rekli smo, da je to četrto poletje v Šiški, v bistvu je 5. Kam vidiš, da gre lahko ta projekt še naprej? Si zadovoljen s trenutno obliko ali imaš še kakšne bolj grandiozne plane, pa zaradi budžeta, zaradi časa, zaradi raznih drugih omejitev ne moreš uresničiti tega? Mislim, vedno se da iti produkcijsko na višji nivo, ampak je že v bistvu sam koncert zasnovan kavarniško, torej megalomanskih planov, zato se mi zdi, da nima smisla delati, sploh zato, ker v bistvu se potem vsake to zgodijo kakšne večji projekti izvan tega, naprimer, kot smo videli, je bil festival Ment tle, malo večje zastavljen zunaj, pa potem vsako leto se zgodi poletje v Šiški z velikim odrom, ne vem, obletnica, kakšne take stvari, kjer pa potem lahko si damo malo več duška z produkcijo. Kakšno poletje pa čaka Kino Šiška, ta objekt za nami, vidimo, kavarna je lepo polna, vrnilo se je življenje, ker ga dosti časa ni bilo. Se načrtujejo že koncerti tudi za poletje in še za naprej, jesen, zima, si upate razmišljati toliko naprej? Razmišljati, ja.
fiksirati še ne vemo, dokler ne vemo, kakšni bodo pogoji točno. No. Tako da stvari se pripravljajo, to je mogoče bolj vprašanje za glavnega programskega vodjo, ampak res je lepo videti končno ljudi tle pred Šiško, ko smo eno leto hodili za zaklenjena vrata tukaj v turobni zimi noter delati videostrime, tako da to je lepa poživitev. Ja, no tudi to, vsaj ti verjetno si sej malo se lahko zabaval, pa res imel privilegij, da izkušiš glasbo v živo, za razliko od vseh ostalih v teh, kot si rekel, turobnih časih. Ja, ne boš verjel, da sem jo tudi jaz spremljal prek interneta v sosednji sobi. Torej res anekdote za prihodnost in upajmo, da ne bo jesen spet tak, ali pa da se te časi ne bojo vrnili, ko res sedimo v sosednji sobi in spremljamo dogodek v bistvu čez vrata prek spleta. Mogoče kakšne zaključne misli, kako vabilo za gledalce Ljubljana TV? Ja, res lepo vabilo na Poletje v Šiški, koncert bo 24, tako da mislim, da se bo za vsakega lahko našlo nekaj, kar ga bo zanimalo. Mogoče protip, da se proba pridati malo pred 8, zaradi tega, ker je ta naša kavarna zelo hitro zapolnjena, sploh s trenutnimi omejitvami razdalje, kjer si je število miz kakršno je lahko. Koncerti bodo večinoma ob sredah in petkih, kakšen dan se mogoče kdaj zamakne, ampak to je neko klasično vodilo, začenjamo pa mičken čez 8. A če se zasedejo vsa tukaj sedišča v kafiču, ljudje lahko tukaj so na parkingu ali se to vas niti ne tiče, ali kako? Ja, seveda so lahko. Zadaj je še ena kavarna od M-hotela in pa v bistvu tukaj je trg, ne parking, česar nekateri mogoče še niso te spremembe opazili, tako da ljudje bodo lahko stali seveda na celem trgu in poslušali stoje. Ok, res je, ja. Zaenkrat so še avti, potem se to lepo sprosti, tako da številni Ljubljančani bodo lahko končno uživali v glasbi, v živo, v Poletju v Šiški. Bomo pozdravili ljudi, kot vidite, oder je pripravljen. Ko si ga videl, si bil kar malo navdušen, da je končno tak pravi, pravcati oder. Mogoče še kaj o tem? Ja, ponavadi smo stvar delali, se pravi, produkcijsko smo letos nadgradili s pravim odrom, s pravo streho, kar pomeni, da bomo lahko tudi nekoliko slabšemu vremenu malo lažje kljubovali. Odlično. No, dokler je pa še tako sončno pa toplo, pa ne rabimo posebnega vabila, se mi zdi, tako da vabljeni vsi tukaj pred Kino Šiška. Obeta se zabava, dobro druženje, tudi kaj dobrega bo za spit, tako da lep pozdrav nazaj v studio in pa hvala Nik Drozg za tvoj čas. Hvala, Anton. Še kdaj, zdaj si že reden gost. Pandit, tako. Ok, hvala lepa, vi pa ostanite na Ljubljana TV.